Visoke so gorice in žlahtne so trtice, ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Radi rečemo, Lotmerk, storo mesto, vina, filma, tabora. Prestolnica Prlekije, kraj z bogato vsebino, kraj, ki so ga skozi zgodovino zaznamovale velike osebnosti in v njem pustile vsaka svoj pečat. Kraj, ki je od svojega nastanka naprej slovel kot tržišče za poljske pridelke, zlasti za pšenico in za vrhunsko vino. Ta dobrina, tako pomembna, tako čista in tako zvesta spremljevalka človeka na njegovi poti od zibelke do groba. Dobrina, ki je izoblikovala prleškega človeka in v njem pustila svoj pečat, ponos na našo zemljo in naše gorice. In potem ideja. Tudi vino mora v Lotmerku pustiti svoj pečat in naša vina morajo tukaj poiskati svoj dom. Morda čas takrat še ni dozorel. Morda. Obviselo je nekje v zraku in minila so desetletja. Z letom, ki se počasi, a z gotovostjo poslavlja od nas, je ideja ponovno oživela. In tako je starejša modrost podala roko mladi zagnanosti in usklajenost ljudi, ki so pripravljeni na sodelovanje, medsebojno povezovanje. In ko je čas dozorel, se zgodijo čudovite stvari, katerih rezultat predstavlja enoteka. In tako z njo vino v osrčju Prlekije pušča svoj sled. Da pa smo danes tukaj zbrani in da Lotmerk z današnjim dnem postaja bogatejši za vinoteko, vinsko knjižnico in muzejsko zbirko, gre v prvi vrsti zahvala dvema posameznikoma. Idejnemu očetu enoteke, gospodu Janku Magdič, in tistemu, ki je omogočil, da ideja ni zgolj obvisela v zraku, ampak je postala materializirana resničnost, gospodu Janezu Smolkovič. Upali podati na zahtevno pot, po kateri stopate številni izmed vas in vem, da veste, da je včasih tudi s trnjem posuta. Prikličimo si v spomin naše brotve. Naše vino je najboljše na svetu, saj začne svojo pot od grozdja do buteljke z veliko ljubezni in prijateljstva. Najbrž je podobna zgodba tudi drugje v vinarskih krajih. Vendar v prleških kleteh je ta duh še posebej močan. In ta duh se mora čutiti tudi v enoteki. Če ga ne bo, potem smo danes odprli zgolj shrambo z lepimi policami. In to bi bilo škoda, škoda časa, energije in denarja.
Ko gledam danes vse te zbrane obraze, naše vinarje, vinske kraljice in prijatelje vina, vem, da danes ne zapravljamo časa. Danes pišemo zgodovino Lotmerka. Dovolite, da se iskreno zahvalim gospodu Janezu Smolkoviču za to res veliko in izjemno pridobitev. Iskrena zahvala gre tudi vinski kraljici Slovenije, gospe Sandri Vučko, gospodu Janku Magdiču in gospe Suzani Kolbl, ki so pomagali od ideje do realnosti in so nam lahko vsi skupaj za vzgled. Zahvaljujoč delovanju vas vseh in še marsikoga, ki ga nisem omenila, bodo obiskovalci naše občine v tem prostoru prišli v stik z prleško vinarsko dušo. Začutili bodo enako žlahtnost, kot jo čutimo ob nazdravljanju v kleteh, ob žlahtni kapljici, ki ima magično moč. Tudi najhujše sovražnike zna pretvoriti v prijatelje. Danes ta magija ne bo potrebna. Dragi prijatelji, nazdravimo novi enoteki, novemu zagonu naših skupnih prizadevanj za uspeh. Na zdravje in od srca iskrena hvala naši vinski kraljici Slovenije, ki je res odlično opravila svoje poslanstvo in seveda v imenu hvaležne skupnosti vam podarjam tudi to lepo cvetočo zadevo, ki imam tukaj notri in se še enkrat vsem res iskreno zahvaljujem. Vem, da sem bila prijetno presenečena, ko sem slišala za to vest. Zvedela sem pred kratkim. Bom rekla, dobro jutro, moj Lotmerk. Veste, zgodovina Ljutomera je zelo dolga in je zelo veličastna. To je bil kraj, ki je bil dvakrat totalno požgan, pa se je kljub temu postavil na noge. Ampak hočem nadaljevati z tem, da bi najprej dala vso priznanje. Zlasti tem, ki so dali to idejo in županji, ki je drugič stopila na stran vinogradnikov tega ljutomerskega področja. Enkrat je že tudi podala in se je izpostavila v obrambo te lepote naše, da ne bi nekako bili preveč zaprti v ozki krog. Saj smo vsi za to, da bi nekdo prišel z kupom denarja in da bi pomagal to ime, ki je nekdaj bilo znano v dvorih Avstro-Ogrske monarhije, kot Ljutenberger Wein. Echte Ljutenberger. Echte Ljutenberger bi rekli žlahtni Ljutomerčan. No, bodo sedaj zapili še eno vinsko, ali kar nekako pa še zraven. Na to pa bomo Ja,